Županski kandidat magister Matej Tonin, ki se mu za las ni uspelo uvrstiti v drugi krog županskih volitev, je danes sklical tiskovno konferenco, na kateri je predstavil svoje poglede na prvi krog in koga bo podprl v drugem krogu. In koga namerava Matej Tonin podpreti v drugem krogu? Obema sem rekel to, kar bom tudi zdaj povedal, da jaz sem celo kampanjo tudi predtem poudaril, da sem za spremembe, te spremembe morajo biti tako idejne kot kadrovske. In tudi večkrat sem povedal, da v Marjanu Šarcu in v Branetu Goluboviću ne vidim tistih sprememb, kakršne si jaz želim. In tudi zaradi tega sem obema pošteno, brez ovinkarjenja, brez taktiziranja povedal, da jih v drugem krogu županskih volitev ne bom podprl. Ki bosta pač v to borbo morala iti sama. Ne zmaga najboljši, jaz ima želim vso srečo, da ima stvari čim bolj grejo in to je to. Lahko se zgodi, da veliko tvojih volivcev ostane doma, ker ni v redu za demokracijo. In jaz bi pričakoval, da se ti kljub temu malo vendarle opredeliš, ali ne grejo na volitve, vsaj okvirno, kako naj volijo. Normalno, da na volitve treba iti, ne, to je naša državljanska dolžnost, torej jaz spodbujam, da ne grejo ljudje na volitve, odločajo naj se pa po svoji vesti. Če me kdo vpraša, kaj ali pa kako, jaz rečem, ne izbere pač tistega, ki bo po njihov ocen pomenil v delovanju občine več svežine in več sprememb. Enostavno, pač tista linija naprej, ki sem jaz skozi celo kampanjo poudaril. Ali bo Kamniška Nova Slovenija, ki jo vodi, ostala naslednji mandat v opoziciji? Ja, kako? Problem tega mandata je to bil, da je župan zelo absolutistično vse skupaj zastavil in kdor ni razmišljal tako kot on, je bil že na nasprotni strani. In tudi smo imeli težave v tem smislu, da se zdajšnji še župan ni bil pripravljen z nami pogovarjati, naprimer pri pripravi proračuna in podobnih stvari. To je slabo za občino, slabo za demokracijo, ker če te nekdo stalno odriva in tišči v kot, pač se braniš in to je logično. Jaz upam, da kljub vsemu, da bosta oba dva, nove dva, pa da sta oba dva, te dva, ki sta zdaj v igri za župana, v tem smislu drugačna od Smolnikarja, da se bosta pripravljena z vsem pogovarjati. Jasno je, da imamo na precejšnjih področjih različno mnenje, drugačno mnenje, ampak te stvari ne smejo biti obremenitev ali pa breme. Pač vsaka stvar, vsaka drugačno mnenje lahko neko skupnost bogati, če znamo iz tega vsi potegniti najboljš v tem smislu, da vsak, ki lahko kaj prispeva, vsak, ki ima kakšno znanje, da se povezujemo, da sodelujemo in da naredimo najboljš za občino Kamnik. Zdaj, če sprašuješ opozicija, če se bomo trdno postavili na opozicijsko držo, je čisto odvisen, kako se bo obnašal novo izvoljeni župan. Jaz ne zavračam pogovore z nobenem, jaz sem se pripravljen pogovarjati z obema, z vsem občinskem svetu, z vsem svetniškim skupinam, s katerimkoli, ki bo izvoljen za župana, jaz s tem nimam problema. Bo pa to velika odgovornost od novega župana, na kakšen način bo pa vodil občino Kamnik. Kako pa ocenjuje svojo kandidaturo in kampanjo v prvem krogu? Zakaj sem kandidiral? Kandidiral sem zato, ker sem si želel resničnih sprememb, čeprav je župan pa tudi nekateri drugi so to moje sporočilo v medijih napačno razlagan, češ malo užaljeno, da pa v preteklih 16 letih je bilo vse za nič. Jaz tega nisem nikoli trdil, da je bilo vse za nič, sem pa trdil, da Kamnik rab zaradi razvoja demokracije, pa tudi zaradi boljšega razvoja občine po 16 letih eno osvežitev. To sem pa res stalno trdil in to še danes trdim in mislim, da je to tudi dejstvo, ki se bo izkazalo, da je točno. Kot ste lahko videli, naš volilni štab se kampanje lotil z vso resnostjo, stvari smo zastavili v okviru z našimi finančnimi in kadrovskimi možnostmi. V trenutku
vem, kaj bi lahko še več naredili, finančno nismo bili zmožni več narediti. Ne. Mogoče nam je v zadnjem tednu volilne kampanje nekoliko zmanjkvalo moči in nismo mogli več na takšen način tekmovati z drugima dvema favoritoma, debatirali o kampanji, gotovo smo tudi nekaj napake naredili. Zdaj nimamo še nekaj časa, da bomo te stvari analizirali, kje pa kaj, pa zakaj smo napako naredili. Zagotovo bomo mogli pa svoj del odgovornosti za naš neuspeh ali pa bom rekel za naš izpad iz drugega kroga prevzeti tudi naši partnerji v opoziciji. Zdaj, oni so vedeli, da se jim ne obeta vse na županskih volitvah najboljši rezultati in v tem smislu je bilo nekako nespametno, da so ustrajali pri svojem kandidatu, ker zdaj se jasno kaže, če bi šli torej tudi z SDS-om v skupno kandidaturo neverjetne za drugi krog ne bi imeli nobenih težav. In ko zdaj gledam delne izide teh raziskav, ki se zdaj delajo naprej, če bi bil v drugem krogu, bi bil precej konkurenčen, po tistih rezultatih, ki sem jih jaz videl, bi Marjana Šarca premagal v drugem krogu, medtem, ki bi v Blaži Čanetem Milivojevićem zelo tesno. Tako da, ampak takšno je življenje, včasih se tu vse ne izide po načrtih in treba naprej v volitvah. Sem nekako pričakoval, da bodo vsi samo kritizirali, uno, drugo, tretje, kaj vse je bilo narobe. Na mojo veliko srečo se je vse obrnilo okrog, dobil sem v ponedeljek zvečer in kup čestitk, da je to dober rezultat, da je to uspeh, da ne smemo upati, da je treba na tej poti nadaljevati naprej. Jaz bi se tudi tukaj zahvalil vsem tistim, ki so mi izrekli te čestitke. Hvala lepa, predvsem pa hvala tudi vsem tistim volivcem, ki so dali svoj glas zame. Jaz bom naredil vse, da bom to njihovo zaupanje upravičil. To je vse, kar jaz lahko v tem trenutku. V tej kampanji so praktično vsi kandidati ustajali na teh predvolilnih floskulah. Vsi so podarili, ja, tu mi bomo, ni nobenega problema. Jaz sem edin, ker sem v tej kampanji iskal kakšne rešitve za šole, rešitve za bazen in tako naprej, ampak jaz sem bil zaradi tega vedno kaznovan z negativno kampanjo. Ker sem jaz nekaj začel v šoli govoriti, so takoj na mene planili, češ Tonin je pa proti šolam. In tudi starši, svet staršev, vsi so se proti meni organizirali. Potem tale bazen, ne. Smo v mojem štabu poiskali eno rešitev za 85.000 evrov, da bi to pokrili, sem spet dobil nazaj bumerang, češ Tonin je pa pred športnemu parku. Torej, v tej kampanji se je jasno pokazalo, da kdorkoli je v realnih rešitvah razmišljal, je bil kaznovan, tisti, ki je floskule obljubljal, tisti je bil nagrajen. Ampak tako pač je, to je bila za mene šola. In nasvet za novega izvoljenega župana, kako naj vodi občino? Druga stvar pa, kako, če bi bil izvoljen za župana, kako bi upeljal to spremembo in pa to služilo. Prva stvar, to dobro veš, da v 16 letih se oblikuje socialno in ekonomsko omrežje. In ta omrežje je lahko po tolikih in tolikih letih tudi škodljiv za razvoj občine. In ena stvar, ki bi bila zelo velika sprememba, je, da bi se v teh, bom rekel, v tem konceptu, v teh zgodbah bi prišel en čist nov človek, ki ne bil nobeno nič dolžen in iz nobeno nič povezan. In tukaj bi bili vsi tisti, ki zdaj zaposle tekmujejo občin Kamnik, vsi na isti ravni ali pa vsi na enaki poziciji, ki mogoče zdaj niso bili. Vem, da je o teh stvarih narodno govoriti, pa da je o teh stvarih neprijetno govoriti, ampak to so dejstva, ki se kažejo danes, če pogledaš okrog sebe. Sem pa to že v samem začetku volilne kampanje rekel, da nov župan kakšne velik manevrskega prostora ne bo imel.